Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli v ženski krog. Danes bomo govorili o samskosti, o samskih ženskah, o načinu življenja. Je to izbira ali pa mogoče, ne vem, kazen ali kakorkoli. V svoji družbi zelo sem hvaležna, pozdravljam zelo modre ženske. Hvala lepa, da ste prišle. Poznate zagotovo Tino, tudi v Tamaro ste že videli v našo oddajo in pa seveda tudi Špelo. Zdaj, za sam začetek obstaja ena trditev, da ženska ne more izpolniti svojih potencialov, če je samska. Kaj si misliš o tem? Jaz? Ja. Ne, zakaj? Absolutno, ne, nasprotno. Mislim, da ima še več časa samo za svoje potenciale. Ne. Mislim, da lahko izpolniš potenciale tako v dvojini ali v množini, ne z otrokom, ali pa v ednini. Ni to predpogoj. Gotovo pa takrat, ko si samski in če najdeš način, pravi način, da se posvetiš sebi, lahko marsikakšen potencial gotovo bolj nemoteno To je point. izpolniš. Dejansko imaš veliko več časa, ne? Zase pa za to, da slediš svoji duši, klicom svoje duše v tem smislu. Ja, mislim, jaz sem bila enkrat v eni drugi, tudi jutranji oddaji gostja, kjer je bila tema, da je biti samski bolj udobno. Recimo s tem se jaz ne strinjam, oziroma je zelo odvisno, če si samski in če si samski starš, gotovo to ni bolj udobno, ker si sam za vse, je to res. Mislim, imaš občutek, da si raztrgan na 100 koncev, in se niti skupaj vlečeš od službe ali kariere. Kje je tle čas zase? Tako da bi težko se strinjala s trditvijo, da je biti samski bolj udobno. Mislim, da ni, ker si sam za vse. Ampak, naprimer, jaz imam zdaj odraslo hčero, ki študira, tako da, ja, zdaj pa mi je nekako, mislim, imam več časa zase, kar naenkrat malo. Ja, jaz lahko na tem mestu samo rečem globok in še globlji poklon vsem mamam, samohranilkam, res vsa čast in ves poklon, kar se tega tiče. Tamara, kaj pa ti misliš mogoče iz duhovnega vidika, da ne more tukaj, ne vem, te svoje polarnosti, svoje energije, če nima te moške, ki je na drugi strani polarna? Ja, ne, jaz mislim, da ta trditev izvira iz krščanskih časov, oziroma pa če veš zadnjih par tisoč let, ko imamo patriarhat, in jaz mislim, da ženska polarnost absolutno v odnosu seveda pride in mogoče tudi iz tega izvira tisto, ko si rekla, da je lažje, ker pač dejansko odnos je konstantno soočanje, konstantno kazanje ogledal drug drugemu, ampak mislim, da ženskost se lahko razvije, a veš, ljubiti se z vsem, kar je, z življenjem, nekako sprejeti življenje. Na ta način jaz prakticiram svojo ženskost. Svoj potencial razviti kot ženska, samska, brez moškega v življenju? Z ali brez. Ja, mislim, jaz vedno razvijam svoj potencial. Rada sem kreativna kot samska ali pa kot v vezi in kreativnosti se ne želim odreči. Tako da jaz mislim, da se ne smemo omejevati. Sem pa opazila pri sebi, da kadar sem samska, imam tendenco, da bi bila v vezi, kadar sem v vezi, si velikokrat zaželim biti samska. Pa se to je ta scena, ko imaš ravne lase, hočeš imeti kodraste, ko imaš kodraste, hočeš imeti ravne. Mogoče pa pač nismo narejeni na ta način, da bi bili zadovoljni sami s sabo zmeri v popolnosti, tako kot je. Misliš, da je tako? Ja, jaz tako pravim, jaz si želim biti celostna, želim si biti celostna, ali če sem samska, ali če sem v vezi, ne želim pa biti ena polovica pomaranče, kot rečejo Španci, media naranja. Jaz ne iščem boljše polovice, jaz iščem celostnega moškega, ki bo ob celostni meni. Moški se pa radi ustrašijo žensk, ki so postavljene, pa ki vejo, kaj hočejo v življenju. Imajo radi mogoče bolj kakšne priveske ali pa kakšne, ki bojo, ne vem,
njihove potrebe izpolnjevala. Jaz nisem tukaj zato, da bom izpolnjevala potrebe moškega. Ja, da bo nekdo, ne, da bo spucal malo doma, pa da bo kuhal, pa te zadeve. Ja, mislim, da smo zdaj dozorele, da ne. Ja, ne. Duša dvojčica, twin flame, spirit soul, sorodne duše pa to. A kaj verjameš v to? Po tvojem pogledu sledeče je uno, o boga, ne. Ne, jaz se predvsem s tabo strinjam to, kar si rekla, da je fino biti ali pa se graditi v življenju v celega človeka, v simbol celega človeka in bolj kot si cel, bolj ob sebi iščeš še eno celoto. A ne? Zato se mi zdi, da mogoče, ko smo zelo mladi, ne, hitreje pridemo skupaj z nekim partnerjem. Jaz sem se enkrat pohecala, sem nekaj zato, ker ko smo mladi, sami sebe, une polovičke, sami sebe iščemo, pa lažje najdeš še eno polovičko, ki tudi sama sebe išče, pa se srečata. Ne? Zdaj mislim, da če ti dve polovički rasteta skupaj v dve celoti, ne, in drugega podpirata v tem, je to nekaj najlepšega, kar se zgodi. Če pa ti dve polovički, pa četrtinki ali pa kakorkoli že, pa, da raste samo ena, pa drugo tlači, ne, ali pa da rasteta v dve različni smeri, takrat se pa pač pride do tega, da pač ta veza ni več kvalitetna. Ampak a hočeš povedati tudi, da je lažje biti samski pri 25 kot pri 40? Ne, jaz mislim, da to ni povezano. Sam sem si rekla, pri 25 si... Ne, težje je, mislim, ne težje, mogoče je bolj zakomplicirano, pa je se vreči v neko vezo pri 50 letih, a ne zato, ker ker pač bolj veš, kaj si, bolj imaš izčiščene ideje, kaj si želiš, kaj lahko daš, a ne. Seveda imaš tudi za sabo verjetno mnoge, če si še vedno samski pri 50, imaš verjetno za sabo mnoge... Zakaj govoriš ti 50? Ker sem 50. Ne! Ja. Mislim, bom, no, čez par mesecev. Nisi še, torej še nisi. No, zgledaš zagotovo fantastično, se vidi, da imaš več cajta. Ja, no ali pa kakorkoli, recimo jaz sem zdaj, bom 10 let samska, ne, že počas. Prej si rekla, da si gledala predstavo mojo komedijo z govornim naslovom Večno samska, ki je moja avtorska predstava, ki sem jo napisala po, ko je bilo 7 čarobnih let moje samskosti in ko sem probala marsikaj v iskanju partnerja, a ne se v predstavi govorim, s tistim, ki sem imela podobne izkušnje. In vse, kar govorim noter, je res, a ne. No, skratka, in po teh 7 čarobnih letih samskosti, ne, zdaj pa dosti. Jaz moram to spraviti iz sebe, v to, kar najbolj znam, v komedijo, v humor, v pisanje, v igro, no. Pater Karel Gržan pravi, hudiče je treba izsmejati, a ne? Res, humor je sigurno eno od najboljših orodij, da v življenju znaš videti stvari tudi iz drugega kota, da vidiš, da niso tako tragične. Ampak pa te je to malo tiščalo v tem smislu. Ja. Ok, to te je tiščalo. Ja. A tebe tišči, Tamara, da si samska trenutno? Ja, sem. Ok. Na trenutke. Zdaj po tej oddaji, no, veš, koliko bo to zdaj prošlo. Sam tako povem, no, sam povem. Na trenutke, ampak kakor je rekla Tina, jaz vem, kaj hočem, a veš, in sem toliko časa bila tista princeska, ko sem hotela, da me nekdo reši, da zdaj enostavno to ne morem več biti. In zato pač, a veš, nisem pripravljena vsega sprejeti, no. Okay. A misliš, da si s tem delaš uslugo? Ja, Okay. definitivno. Ok, Ja. ok. Kako pa ti tukaj imaš kategorije, tak mora biti, tak? Jaz sem dala vse faze čez. Okay. Ja, Katere so začelo to? se je tako, da v bistvu na začetku sem bila beračica in sem dejansko prosjačila za ljubezen in pluvala v lastno skledo. Potem sem prišla do te faze, ko sem že začela barantati in vedno sem si zbijala ceno in vse so bili oni, jaz sem bila nič. Pa se ti pa v življenju zgodi par narcisov, se ne rada kategoriziram ljudi, ampak ko imaš še par takih izkušenj, pa to se pa tudi naučiš sebe malo bolj ceniti. In zdaj sem v tej fazi, ko pa sebe malo bolj cenim in se popolnoma strinjam s tem, kar je rekla Tamara.
res dejansko, jaz se nisem utelesila za to, da bi bila samska, ampak raje sem samska, kakor pa da sem z napačnim. Okay. No, to pa zagotovo. Ne vem, če veste, obstaja en feng shui trik za priklic ljubezni, pa za one, ki so samski isto. A ste delali kdaj kaj po feng shuiju? Ne. Meni je bilo pa to zmeri ful všeč. Ena fora je kao, da spiš samo na eni strani posle. Zaradi tega, da je prostor za unga na drugi strani. Da nimaš vseh polic v omari nafilenih do fundamenta, zato da je prostor, da nekdo pride, da bo dal svoje stvari. Da v avto nikoli na sosednji sedež ne odložiš torbico, ampak pustiš, zato da bo lahko moški ali pa ne vem kdo drug tam sedel. Pa so pa te mandarinke, ki jih postaviš glede na svojo točko. Poznaš to? Poznam mandarinke. V bistvu sem jih imela na Kitajskem, sem jih dobila. Bile sva z mojo prijateljico Niko, ona blazno verjame v ljubezen, tako kot jaz. Ne poznam nobenega drugega človeka na tem svetu, ki bi bolj verjel v ljubezen, kot midve verjameva v ljubezen. In midve sva se znašli na Kitajskem skupaj, na reki Li, na splavu. In sredi tistega splava na Brzicah, jaz ne vem, kako je njej to ratalo, nabavila je te mandarinke. In ona dejansko je srečno poročena in ima otročka in srečna. Jaz pa vem, da mene tudi to čaka. Ne vem pa kdaj. Mogoče, ko bom bila 60, kaj jaz vem, ne vem. Jaz sem si tudi z mandarinka realizirala, tako da vse 3 jih boste dobile, ok? Jih boste dobile, ker delujejo. Tudi moja feng shui mojstrica Lilian Tu, ki je alfa in omega, je isto to podarila. Tako da take stare finte delajo. Nikoli ni izgledala na kakšne take stare finte. Pa ti, Nikoli. Ampak mi je pa smiselno to, kar praviš, a veš, pustiti prostor v življenju, ne? Ker dejansko moram nekam iti, ne? Se pravi, ta človek, ki pride. Čeprav se mi zdi, da potem se itak vse lepo pogliha, no? Ker itak življenje je plesno, ni, veš, neka struktura. Ampak Tina, nisi mi še povedala, duša dvojčica, misliš, da obstaja ali da je to kar nekaj? Kako pa vem? Ne vem. Po mojem, pa mogoče niti ni samo ena. Okay. Mislim, ampak to ne mislim samo v ljubezenskem smislu. Misliš, kakor dušna družina? Mislim, recimo, ko meni nekdo reče duša dvojčica, ne pomislim prvo na moškega, na ljubezenskega partnerja, ampak jaz vidim duše dvojčice v mojih prijateljih. Se mi zdi, da to jaz prvo pomislim. No, moram reči, da ne povezujem tega. Sploh ne v prvi vrsti. Pa mogoče moraš to narediti. A veš, da se rečeš, lej, zdaj nekje je, pršel bo. Ja, veš kaj, po tolikih letih, ne smo se špela prej pogovarjali, po tolikih letih samskosti, greš čez marsikakšno fazo. Meni je pač humor bil ta, s katerim sem prestopila ven iz te silne, globoke žalosti in obupa, ki moram res reči, da sem bila tako globoko žalostna zaradi tega. In zdaj nekako kar čist, ne vem, drugače. Humor je moje zdravilo, vedno bil in pa si tudi želim, da pravzaprav čutim kot svoje poslanstvo, kot umetnica, ustvarjalka, da s tem načinom tudi drugim ljudem za neke te teme in samskost je definitivno tema, o kateri se je šele zdaj začel govoriti. Jaz vidim, ko sem dala to predstavo, ko je prišla ven, Večna samska, da so in mediji in ljudje so ugotovili, vse samski ljudje obstajate. Ful so prišli, se res, o tem je treba govoriti in vidim tudi po odzivih na predstavo, kako so ljudje kar zadihali so. Mislim, ker biti samski je po mnogih pogledih ljudi, ugotovitvah ali pa tudi, ko prebereš, pravzaprav se še vedno tretira kot en osebni neuspeh. Se pravi, da si pokvarjeno blago. Ja, da ti nekaj ni uspelo v življenju in potem ti to kot svoj osebni neuspeh vidiš. Tako da to ni tako lahkotna in enostavna tema in veš, da ljudi na najrazličnejše načine muči. Jaz moram reči, da sem tudi ogromno vseh teh letih prebrala raznih stvari, pogledala dokumentarcev, ampak ena mogoče na hitro zanimiva zadeva je edina slovenska raziskava je od sociologa Iztoka Šorja, je naredil samskost v Sloveniji in
vse je taka strokovna literatura pravzaprav, ne? Ampak mi je bilo zanimiv podatek tam, da je samo 9% ljudi je samskih po lastni izbiri. Se pravi, tisti, ko si rekli, jaz si želim biti samski, ne iščem partnerja, jaz sem srečen, zadovoljen sem v tej svoji samskosti in tam tudi piše, da ti ljudje so najbolj zadovoljni od vseh. Bolj zadovoljni itak od teh, ne, ko išče bolj ali manj uspešno iščemo ali pa si želimo, ne, še vedno. In tudi bolj srečni od tistih, ki so v par, ki so v dvojini. To so srečni ljudje. Jaz sem zadovoljna. Se pravi, ti si zdaj v tej statistiko sedala? Ne. Jaz moram reči, da si jaz še vedno želim in verjamem. Se pa strinjam s tabo, kako si pa rekla, mogoče se mi zdi, da se ne smemo, mogoče se bo zgodilo, ko bo stara 80. In če se bo takrat ta pravo zgodilo, tudi v redu. Bo pa en dan dolg 200 let doživljanj in vsega ostalega. Takrat se je tak čas ustavil, ko se zaljubiš. No, jaz sem tudi imela finto, sicer ne kakor s partnerstvom, bolj s poroko. In sicer, jaz sem si to ful želela, ker moji oči pa mami nista poročena. Dedek pa babica sem potem slišala, sta se v bistvu bolj tako poročila zaradi tega, da sta do stanovanja prišla, bolj v tem smislu. In verjetno so mi tukaj malo prednice ven tolkle v tej svoji želji. In meni je bilo tukaj fajn na porokah, jaz sem naredila poročno agencijo. In sem bila dejansko, sem vodila poroke. Samo zato, da sem svojo dušo futrala. In hvala Bogu, da sem prišla do enega nivoja, ko sem rekla, Jasmina, to ni zdravo, to moraš sprocesirati. In sem je pol sprocesirala, zdaj sem popolnoma srečna in tako, nimam več tega v smislu, da je to nekaj, kar jaz rabim za to, da bom ženska ta prava ali ne vem kakorkoli. Ampak nisi poročena? Ne, nisem. In sem ful okej s tem. Res, super mi je, ni to zdaj nekaj, kar jaz bi rabila doseči ali pa ne vem na katerikoli način, ampak se mi zdi, da iz te svoje neke notranje zadeve, kdaj bom jaz vredna, znamo delati bedarije. Ali pa znamo tako, bedarije, znamo kompenzirati, ne? Ti si se tudi veliko selila pa te zadeve, pa veliko potovala. A si imela kdaj ta feeling? Ker jaz imam eno samsko prijateljico, ki si je dala v glavo, ne, jaz ne bom Slovenca spoznala. Jaz bom spoznala enega v tujini. In potem, si? Ja, valjda. Sam Slovenca ne, karkoli drugega. Meni je enkrat ena vedeževalka rekla, ti se boš poročila Slovencem in jaz sem ono, ne, jokat sem začela, ne, nikakor, da, kako meni to reče. Skratka, jaz se izogibam Slovencem, ampak v bistvu to hočem še enkrat povedati, vsakmu človeku v Sloveniji priporočam, da si gre pogledati predstavo od Tine, ker sama sem si jo pogledala in 20 let zmenkarjanja in to je vse šlo in wow, to je res, vse, kar je v tej predstavi, je res. Hvala, ona to z prve roke povedala. Ona je tako pokazala, v bistvu, kako imajo to neko to samo podobo, kaj oni so. Čakaj, sam zdaj se moraš ustaviti. Hvala, res. Mislim, moram se reči, tako mi rekel, sva se v garderobi srečali, tako me je objela s tem svojim, taka ful hvala. Kaj je Slovenci zdaj narobe? Daj mi to razloži. To moramo slišati zdaj, da se malo zamislijo, ali kaj, ne vem. Ja, veš kaj, jaz imam že hate klub, ker sem to že rekla v medijih, in se je ustvaril zelo hiter hate klub mene. Ampak na koncu boš pa poročila Slovencem, fiks. Vse ne smete, jaz mislim, tako posploševati nikoli ne moramo. Ampak stvari posplošuješ, ker dejansko očitno so imeli drugačno vzgojo, vsaj v tej generaciji, kot sem jaz, ker smo imeli ženske. Ok, ne bomo posploševali, ampak katere so bile tiste izkušnje Slovenci, da so tebe pripeljale do tega vzorca? Veliko preveč izkušenj je bilo Slovenci, ampak ni bilo niti ene take, ki bi bila da bi mi dala, da verjamem v ljubezen. Ok, se pravi, bolj je bilo da si praktična. Pa ne, zaleteli so se vame, dobesedno, fuluno, prvo, vse bi pol noč ne, takoj, ko sem se jaz odprla stena, ne prideš zraven, oni so ne vem kaj, moram se vršiti po tleh, če hočem kaj z njimi imeti. Mislim, tako, totalno nespoštovanje do mene kot ženske in mislim, da tudi ta moja slaba samopodoba veliko iz tega izvira, ker sem se toliko trudila biti všečna in enostavno pa, ko to spustiš.
Drugače pa, lej, res, tako kot praviš, ni lepo posploševati. Tudi jaz sem imela eno zelo lepo vezo s Slovencema, ne. 4 leta je trajala in super fant. Še zdaj mu privoščam eno super punco. Sam pač nisva bila kompatibilna. Ne. Okay. Ja, kompatibilnost, definitivno. Tako da ni to v Slovencih. Ne, tako. Ampak pač to so osebne izkušnje. Ful mi je grozen, ker zdaj zadnje cajte, ko to rečem, pol se vedno res nekdo najde, pa mi, ne, Špela, vse so ful v redu, tudi fantje. Ne, boš videla, tukaj, se veš, kaj pravijo, koliko je že zrečenega kruha se največ poje? Ja. Te bomo dali Slovenca. Jaz ne jem kruha, ko imam na glutena. No vidiš, direkt to boš. Slovenca, kad je kruh peko. Šmela najraj. Tamara, Duša, dvojčica? Ja, ali pa ne, mislim, ne vem, sploh se ne ukvarjam, veš, s tem, ampak imam pa eno izkušnjo, zaradi katere bi lahko verjela v to, no. Ko sem spoznala nekoga, ki mi je dal ful in me na mnoge načine odprl, ni mi pa dal tistega, kar sem jaz hotela. Okay. Preden gremo na dating v tem času, naj povem, da obstaja ena super zadeva, ne za samske, ampak za vse. Podcast Podaja so dali slovenski prevod, kar je meni čist smešen, ampak podcasti so res super zadeva, da pridobite znanje, tudi takrat, ko nijete časa za televizijo ali pa za računalnik. Dejansko si daš podcast gor, poslušaš medtem, ko se voziš, medtem, ko se sprehajaš, karkoli že, in Klepet ob kavi je naložil že več kot zdaj bo blizu 100, torej 100 epizod, tako da vse to lahko torej tudi poslušate preko podcasta, sam tukaj povem vmes. Dating v tem cajtu, mislim, jaz sem ful navdušena nad to Tinder sceno. Tako, se mi zdi, da vendarle je nek pripomoček, ali kva? Ti si probala Tinder? Jaz sem se gledati predstavo. Ja, se jo morem, imam na to-do listi že ful časa. Eden od razlogov, zakaj se mi zdi tudi ta predstava pomembna, je tudi to, da sem spregovorila javno o spletnem zmenkarjanju, a ne? Ja. Kar seveda vsi ljudje, večina ljudi skriva. Skrivajo celo ljudje, ki so se spoznali že, pa so celo poročeni že. Pa ne povejo. Ja, moj prijatelj je spoznal svojo bebo preko Tinderja in je rekel, Mila, si morava zbrati eno drugo zgodbo, ker ta je dosti lame. A vidiš, ker je ljudi sram, ker imajo še vedno to v glavi, da je to bolj za take površne stike, seksualne stike, pa to... Kao obupan si. Ali pa da je tako, veš, malo sam... Ampak ti si znana oseba, dala si se na Tinder? Ja, jaz sem se vse sorte, razne... Še več obstaja? Ja, jaz sem vse probala. Kaj pa še obstaja? Ampak to ne zato, da bi naredila predstavo, a ne, pa so mi, zdaj ko predstava prišla ven, so mi ljudje rekli, ja, ti si zdaj zato, da si dobila material. Ne, jaz sem začela pisati po vseh teh izkušnjah, ker nisem več vedela, kva s vsem tem, ker so bile tudi tako smešne zgodbe. No, ena od teh je tudi, šla sem na hitre zmenke, speed dating. Ni da ni, jaz sem vse probala, vse. Jaz pač nisem človek, ki čaka doma. In ja, v enem momentu sem si rekla, dobro, ja, vsi me poznajo, pa kaj? A jaz pa ne morem. Ena prijateljica mi je rekla, pa kaj? A si nuna ali kaj? Sem nekaj, ja, glede na dolžino celibata, tam sem nekje. In skratka sem se pogumila in sem se pred mnogimi leti že dala na Tinder. Mogoče smešna zgodbica, čisto kratka, no, zdaj nazadnje sem se dala pred kakšnim letom pa pol na najbolj znano slovensko stran za zmenke, On, ne? Okay. In po dnevu in pol so zablokirali moj profil. So mislili, da je fake? Ja, moraš vedeti, da blokirajo pa profil, če daš gor nespodobne fotke, če se nespodobno obnašaš, drugih prisežem, da se nisem, in pa dobim pojasnilo, ne, zakaj so zablokirali moj profil. In to je zato, ker se izdajam za znano slovensko igralko Tino Gorenjak. Toliko tem. A si te odblokirala? Povem, da to predstavi, ja, so bili ful prijazni, pa to ful so se smejali, ko sem poklicala tja. Pa sem rekla, jaz sem... Pa veš, da bi ti dali zastonj članstvo, kaj pa nisem? Ne, sem plačala vse, Okay. ja. No, ampak
to včasih povem v predstavi, to včasih ne, kakor kdaj, ker se mačkam spreminja, da pa rečem, no, če se vam kdaj zdi, da je vam težko dejtati, ne, pa se na to spomnite, pa vidite, da... Ampak jaz imam pa eno tako, ne vem, prepričanje v tem smislu, da, ne vem, kaj bi jaz naredila, če bi bila samska, nisem. Kaj bi jaz naredila? Ful mi je bila všeč tale knjiga ful stara knjiga, Pravilo Lola, ki v bistvu piše en moški, ki si noro želi žensko in potem v enem trenutku reče, ne, dost je, jaz bom samski cel life. Ne bom več razmišljal o tem, da ne grem, ne vem, potovati na Bali, ker sem si mislil, da bom z ženo ali pa z punco potoval. Ja. Nič, konc, jaz se več tega ne grem, jaz bom potoval, jaz bom samski celo življenje in jaz sem sprijaznen s tem. In potem je nekam šel sam na potovanje, bam, je dobil dejansko, ne, je dobil žensko. In kar bi, ne vem, jaz recimo naredila bi bilo, da bi pustila malo več prostora sinhroniciteti, se mi zdi, da gremo v te logaritme preveč. Tako spontanost, se mi zdi, da zmeri, ne vem, jaz zmeri, ko sem nekoga spoznala, je bilo totalno nepričakovano. Ljubice, ko si enkrat 7 let samski, verjami, da nič več, da ne prepustiš naključju. Ker se nič ne zgodi. Če se nič ne zgodi, če se ti noben ne pristopi, a veš, ko je to res, jaz se tudi zdaj ne sekiram več, ne, da smo vsi na jasnem, ampak to je res, da je specifika pri nas v Sloveniji, se mi zdi, jaz bi težko rekla, da je vse slabo, nikakor, ampak ena specifika je definitivno, da moški imajo zelo malo ene take samoiniciative. Ok, hočeš povedati, da nimajo jajc, da pridejo do tebe? No, jaz sem htela lepš to povedati. Ne, a veš, ja, pa ti neke džentlmenskosti, nekega načina, Bog ne daj, da bi zdaj spodbujala, da sem zelo hvaležna, da se mi nikoli v življenju ni zgodilo, da bi nekdo na grd način pristopal, pa da bi, kot tudi slišim veliko mojih kolegov, da dobijajo vse sorte neprimerna sporočila na svoje... Aha, pa lepe slikce. To moram reči, res sem ful hvaležna, da nisem nikoli... A si že kdaj dobila? Veš, koliko jih jaz dobim kot terapeutka, pa kot seksualna terapeutka še vmes, vse to, mislim, pa ne samo od moških, tudi od žensk, da smo si na jasnem. Vse so tudi same se spustile na ta nivo. Ok. No, ok. Ja. Meni je to kršenje mojih meja, to je nespoštovanje mojih meja, da mi nekdo pošlje neko sliko svojega spolnega organa. Ti si seksualna terapeutka, mogoče sam hotel videti, v katero kategorijo 12 palčk spada, veš? Mislim, sej pošiljajo svoje, pa druge, ampak ni pa nobene domišljije. To je pomanjkanje domišljije. Jaz sem navadila veliko moških, da mi pošiljajo Šiva Linga, ker sem rekla, ne pošilji mi tega, pošalj mi Šiva Linga, ker to so pa pač te, kaj hindujci čestijo Joni pa Lingama. In so se navadili. Okay. Kaj pa poročeni moški? Govori se, da poročeni moški najbolj padejo na takšne ženske, ki so 30 plus, zato ker niso toliko needy, ne bojo jim težile v tem smislu. Ste pazili ta trend? Ja, pa lažejo. V bistvu ful veliko moških stopi s tabo v kontakt in ti ne povejo, da so poročeni, da so v resnih vezah, usvajajo te na polno in potem ti čistko zveš po nekih kanalih, da so oni poročeni ali da živijo žensko. Ti na tebe mende po moje si ne upajo, ker si pač znana. Ja, mene noben ne usvaja. A dej, no! Prisežem, nikoli me ni. Vse, no se o tem tudi govorim v predstavi, vse veze, ki sem jih imela do zdaj, sem jaz naredila prvi korak, drugače bila še danes devica, po mojem. Tako da... Čist nič si ne verjamem. Časna beseda, prisežem. Me se sploh ne... Mogoče moraš pa ti zamenjati igro. A nisi ti ful časa nazaj posnala en videospot, kjer si lepo poljubila žensko? Ja. Mogoče bi mogla pa bolj v to smer raziskovati. Mislim, to pa mislim, da kar vem, no, kaj si želim. Ne, tukaj sem si pa kar na jasnem, da si želim moškega v sebi. Ampak drugače, čisto, ker se mi je prej zdela pa ena ful pomembna tema, ko si ti rekla v tej knjigi, da je rekel, ne bom več čakal, bom potoval. To se mi zdi pa ena zelo, zelo pomembna stvar, za vse samske. To, da ti
kadarkoli v življenju, ne glede na to, ne čakaš na partnerja, da te bo usrečil, ne čakaš na situacijo, da te bo usrečil, ne čakaš na, ne vem, recimo mogoče za nekatere banalno, za nekatere neko rečejo ženske, ko bom pa shujšala, bom pa srečna, ko bom pa to... Pogojevanje ljubezni. Ali pa sreče, pogojevanje sreče ali pa pogojevanje tega, da napolno živiš, to se mi zdi pa tako pomembno. To recimo pa jaz nikoli nisem delala. Ne glede na to, da sem bila samska, tudi samska mama, jaz sem si sicer želela, da bomo kot družina potovali, a ne, tako sem si jaz predstavljala, ko rečejo, ja, ko imaš otroka, je pa vsega konca. Meni se to ne zdi. Jaz se mi je zdela sicer kot družina sem si želela, ker se pač to ni zgodilo. Sem midve hčerko, 3 leta je bila stara, ko sva šla na potovanje po celi Kubi, ker je pač je bila takrat zelo varna dežela to, ne. Sem seveda zbirala takšne destinacije, da so bile primerne za potovanje samske ženske. Ampak nisi čakala zdaj, da boš imela tipa za to. To je super. Recimo zdaj hčera pač, kot sem rekla, je že odrasla, še vedno tudi skupaj greva, ampak grem tudi sama na potovanje, v kino, na večer, mislim, kamorkoli. To omejevati se zaradi samskosti ali pa tudi po drugi strani zaradi partnerja, ne, da bi ti rekel, zdaj pa ne bom počel, se tudi v mogoče včasih idealiziramo, ne, partnerstvo. Ja, če bi imel partnerja, bi pa počel pa to pa to. Velikokrat pa ne pomislimo, da tudi to ni čist res. Ja, če bi imel ti idealnega partnerja, ki ima enake interese. Ne pomislimo pa to, da tudi, ko sta dva partnerja skupaj, se nimata istih interesov. In tudi takrat si morata ona dva dovoliti živeti. Idealiziramo v bistvu. Ja, tako da to, da čakaš nekoga, da te bo usrečil, pa da boš lahko nekje živel, je sigurno narobe v štartu. Jaz ful rada vidim, ko pridejo ali na počitnice, ko gremo na duhovne počitnice na Iš vsako leto, tudi letos seveda, ali pa ko imamo te vikende za dušo. Tako, imaš ljudi, ki so prvič po 15 letih šli nekam sami, pa so v vezi, pa imaš ljudi, ki so dejansko samski, pa so čakali na tega partnerja, da bojo nekam šli, no in potem grejo. In jaz jih opazujem. Prve 2 ure jim je tako malo malo tipajo, a ne, v tem smislu in potem že v polnem spoznavnem krogu pa tako blestijo in potem so to je pa prelomna točka v mojem lifeu, zdaj grem pa tam, grem tam in ful zaživijo, no. Tako da se mi zdi, da je to ful. Wow. Krasno. Jaz mislim, da če tudi v partnerstvu, ko se ogromno ljudi nima svojega delčka življenja. Vse prav, ne lepo, seveda, da če čim več stvari delaš skupaj, pa v tem uživaš, ali pa tudi nekdaj se ne moreš skozi, ne. Ampak se mi zdi zelo pomembno, da vsaj en del življenja imata pa vsak svoj, ampak to v prvi vrsti zaradi tega, ker pol lahko prinašata v vezo nekaj novega, nekaj svežega. Kot je Špela rekla, sem celostna in iščem še enega celostnega. Tukaj se zagotovo lahko strinjamo. Tamara, kakšen tvoj tak, za konec, modra misel, navdihujoča? Zadnje čase, s čimer se jaz ukvarjam, je, da postanem kelih in to, a veš pač, ko imamo The Chalice and Blade, ne, tista ful znana knjiga, ki je nekako v bistvu utemeljila to vero v boginjo oziroma kult, pravimo, ne, kult v boginjo. In se pravi, chalice je biti ona odprta, mislim, ona prazna posoda, v katero se lahko dejansko zlije življenje. Tako da jaz zdaj to prakticiram. In ko si rekla, da od tistega, ki je napisal tisto knjigo, ne? Reneja, ne, da je Reneja. Lola neki. Ja, pravilo Lola. Ok. Je rekel, zdaj pa nikoli več ne bom samski, mislim, nikoli ne bom nikogar spoznal, zavedno bom samski. Jaz ne gledam tako daleč, ampak dejansko res skušam biti tukaj in sprejmem, kakšno življenje je v tem trenutku. In se mi zdi, da mi ful daje. No, super. Krasno. Ja, jaz upam, da bomo mi organizirali v kratkem kakšno srečanje za samske ljudi, malo mingle, ready to bingle, ali kakor kontraman se zdi, da je, ne. Ker jaz sem tak kupit, jaz zmeri, ko vidim enega samskega, že vidim, tako da
Krasno. Hvaležna sem za tale pogovor. Najraje imam take goste, ki pa nič ne vzamejo za jest pa za pit. Hecam se. Skratka, še kakšna informacija več na klepetobkavi.si, kjer najdete ogromno dogodkov, na katere lahko pridete. Zdaj v zelo, zelo kratkem pa 2 predavanji. Ena za priklic zdrave partnerske veze in druga, kako genialno drug z drugim, kadar ste že v vezi. Krasni predavanji, pa tudi mandarinke poglejte, zračunajte si svojo QA število, ki dejansko potem pove, na kater del doma, stanovanja, hiše, kakorkoli, potem postaviti te mandarinke, da boste energetizirali ljubezen v svojem življenju.